Zelo sem vesela, da bova danes lahko na kratko predstavila tvoj novi roman Moje kraljestvo umira. Tukaj lahko pokažem naslovnico tega romana, ki je šel prav pred kratkim. Naslovnica je delo ilustratorke Bojane Dimitrovski, spremno besedo pa je napisala Alenka Urh. Če za začetek na kratko orišem vsaj izhodišče zgodbe, v romanu spremljamo junaka, ki po hudi nesreči okreva v oskrbi negovalke, ki vse bolj postaja njegova zaupnica, celo terapevtka, in junaki začne razkrivati svojo osebno zgodbo. Tudi pri tem romanu gre za žanrski hibrid. Napeta pripoved se mestoma bere kot thriller, napeto dogajanje je opisano izrazito filmično. Meni, na primer, se je zelo globoko v spomin zasidralo opisovanje razsajanja kuge po Indiji. V te akcijske dele romana pa so vpeti globoki premisleki, tudi o literaturi, o pisanju in o smislu tega početja. Tvoj junak med drugim doživi pisateljsko blokado ter se znajde na švicarski kliniki Berghof, kjer naj bi mu pomagali, tam pa presenečen spozna, da se tam že zdravi kopica slavnih pisateljskih imen. Med njimi so tudi Martin Amis, Graham Greene, Saul Bellow. Kako si izbiral med slovitimi pisateljskimi imeni? Ja, nisem izbiral. Znašli so se v kliniki skupaj z mojim junakom, ki pripoveduje zgodbo. Tako kot on, tudi jaz ne bi našel razloga, zakaj ravno ti in ne drugi. Si pa težko predstavljam, da bi omenjeni avtorji kdaj doživeli blokado. Presenečen je tudi moj junak, pripovedovalec zgodbe. Še posebej, ko v kliniki ugotovi, da je med imenitnimi zdravljenci eden očitno nepravi, vsiljenec, igralec, ki ga morajo drugi razkrinkati. Pa je bilo spopadanje z vsemi temi vprašanji o svetu in literature kaj lažje v tako eminentni družbi? Tudi to vprašanje bi bilo bolj smiselno postaviti pripovedovalcu zgodbe, junaku romana, ne pa avtorju, ki si je junaka izmislil. Splošno prepričanje, da ima avtor popolno kontrolo nad tem, kar piše, je napačno. Če je roman dober, se pravi, če ni napisan v želji, da bi ustrezal trendom in pričakovanjem, da ne rečem zahtevam literarnih strokovnjakov, kontrolo nad dogajanjem zelo hitro prevzame izmišljeni junak, ki se v procesu pisanja seveda poistoveti z avtorjem. Vendar je težko reči, kdo ima glavno besedo in kdo se odloča, kaj se bo junaku zgodilo. Kolikor bliže sta si, toliko bolj je verjetno, da je v romanu precej avtobiografskih zagad in dogodkov. Moram reči, da sta si bila pri pisanju tega romana avtor in njegov junak zelo blizu. Na trenutke ena in ista oseba. No, kot leitmotiv v romanu se pa pojavlja tudi Nema Šeherezada. Odkot ideja zanjo? Odkot ideja zanjo? Junak romana že v osnovni šoli napiše zgodbo o Šeherezadi, najbolj znani pripovedovalki zgodb. Zazdi se mu, da je Šeherezada povedala vse zgodbe, ki so mogoče. In da je zaradi nenehnega pripovedovanja izgubila glas, ter odšla z dvora kmalu potem, ko je Šahrijar ni dal usmrtiti, ampak se je z njo poročil. Odšla je in mu povedala, da je zdaj on na vrsti, naj si on izmišlja zgodbe. In ko se bo izmislil kakšno, ki ji bo všeč, se bo vrnila k njemu. Toda junak romana se to maščuje na nenavaden način. Šeherezada se mu začne prikazovati na vseh mogočih krajih, kot prikazen ga spremlja skozi življenje. Dokler se ne izkaže, da je na svoj način celo resnična, ne le prikazen. No, tudi v tem romanu se izrazito poigravaš z bralčevimi pričakovanji.
In ko si prej omenjal iskanje vsiljivca v kliniki Berghof, človek bi mislil, da bo vsaj to preprosta naloga, če je med zdravljenci tudi monter. Ampak tudi to ni tako. Nič ni tako, kot se zdi. Nič ni tako, kot se zdi. To bi lahko bil naslov romana. Glavni junak, z njim pa bralec, sta po vsakem poglavju prepričana, da vesta, kaj se v resnici dogaja. Potem pa nenadoma izgubita tla pod nogami in se morata soočiti z novo resnico, ki pa je seveda enako začasna, kot so vse druge. Roman je pravzaprav krut do bralca, saj mu ves čas podkopava tla pod nogami. Kolikor bolj si želi nekaj trdnega, toliko bolj ugotavlja, da bo prava resnica o tem, kar se dogaja, razodeta v naslednjem poglavju. Potrpeti mora do epiloga, da se mora svetliti celotno zaporedje dogodkov in se mu zgodba razodene kot nekaj, kar se je morda zgodilo, morda pa tudi ne. No, žrtve zgodbe, ki ni, kar se zdi na prvi pogled, pa nismo samo bralci. Vsakič znova je žrtev te zgodbe, ki jo junak pripoveduje o samem sebi, s čimer osmišlja svoje življenje, tudi junak sam. To ni nova tema v tvojem opusu, pojavila se je že v romanih, recimo Mogoče nikoli, pa v Dekle, ki bi raje bilo drugje, verjetno še kje, ne? V kolikšni meri skozi romane pripoveduješ tudi svojo zgodbo? Ali bodo tisti bolj detektivsko naravnani in tisti zelo načitani bralci iz zgodbe izbrskali še kakšne podrobnosti o tvojem življenju? Podrobnosti o mojem življenju so splošno znane, zato ne bodo bralci v romanu našli ničesar novega o meni. V več kot 1000 intervjujih, ki so za mano, sem bil zelo odkrit, rekel bi, da preveč. Bodo pa, upam, bralci v romanu našli veliko novega o sebi. Dovolj novega, da bodo presenečeni in bodo knjigo prebrali vsaj dvakrat. Prvič iz radovednosti, drugič zato, da bi ugotovili, ali so jo prav razumeli. Roman je neke vrste literarna uganka, literarna križanka. Pa ne zato, ker bi bil pri pisanju to moj namen, ampak zato, ker se je stvar tako iztekla. Pri pisanju ne konstruiram, za kaj takega sem prestar. Prepustim se navdihu. Čeprav sem navdih začel verjeti šele pred nekaj leti. No, roman Moje kraljestvo umira govori tudi o tem, kako se svet spreminja. O tem, kako ga je pripovedovalec doživljal nekoč in kako ga doživlja danes. Kako pa se je spremenil naš literarni svet? Popolnoma. Na to vprašanje mi skoraj ni treba odgovoriti. Podnaslov romana, Zgodbarjenje ob koncu sveta, nam pove več, kot se prvi trenutek predstavljamo. Literatura je postala žrtev tehnologije, interneta, družabnih omrežij, pametnih telefonov, Twitterja. Iznajdbe za lažje komuniciranje, ki so nam zreducirale sposobnost koncentracije na minimum. Zakaj brati knjigo, če lahko vse poveš v nekaj stavkih na Twitterju ali Facebooku? Beremo čedalje manj, razen kriminalk in biografij. Ljudi, ki bi radi o sebi in smislu življenja želeli izvedeti kaj pomembnega, skoraj ni več. Morda je prav zato moj roman mogoče brati tudi kot nekakšno intelektualno detektivko, v kateri zaporedne uganke osvetli šele konec. Ja, vse bolj smo utrujeni od preobilja informacij, globina se pa vse bolj izmika. Kje pa najde upanje tvoj junak? Ali ga najde? Bi ga moral najti? Je upanje lahko hkrati razočaranje nad sabo, nad drugimi, nad svetom, kakršen je? Res so naše glave čedalje bolj polne smeti in bodo postopoma smetmi natrpane. Tako kot je v zračju čedalje več smrtonosnih plinov.
Ne zavedamo se, ali pa nam je vse eno, da svet skoraj že trmasto porivamo proti katastrofi, ki bo prinesla konec civilizacije. Všeč so mi ljudje, ki upajo, da se to ne bo zgodilo. To pomeni, da so mi všeč lahkoverni ljudje, ki jih ne moti več kot očitno dejstvo, da ni skoraj nikogar, ki bi si prizadeval, da bi se koncu civilizacije izognili. Vem, kaj bodo rekli optimisti, da sem preveč črnogled, da še ni vsega konec, da smo na dobri poti, ali da bomo kmalu, če že enkrat še nismo. Bojim se, da ne. Naj mi moji bralci tega ne zamerijo. Prestar sem, da bi podlegel lažnemu optimizmu. Morda se bo komu po tem najinem kratkem pogovoru zdela, da sva vsaj vse glavne teme romana naštela, pa jih nisva. Ne? Potem se tale roman lahko kosa z večino tvojih drugih del. Je pa nekako skupno vsem tem delom, in zdaj imam v mislih tako romane kot dramska dela, da so teme izjemno univerzalne in tudi večplastne. In verjetno je v tem razlog, da nagovarjajo ljudi z vseh koncev sveta. Ali nam lahko poveš, koliko je zdaj prevedenih del tvojih del v tuje jezike? In če nam morda lahko našteješ nekaj najbolj eksotičnih jezikov, v katerih so išla tvoja dela doslej? Ja, prevodov je ta trenutek 211. Dodatnih 5 zaradi covida še čaka na izdajo. Na uprizoritev čakajo tudi 3 drame, Kostanjeva krona in Kaj pa Leonardo v Indiji, Alica v nori deželi v Avstriji. Število jezikov, v katere so prevedeni romani in drame, je 40. Lepo okroglo število. Med njimi je kar nekaj takih, za katere bi lahko rekli, da so vsaj za slovenske pojme eksotični. Amharščina, ki jo govorijo v Etiopiji, vietnamščina, malajalščina, ki jo govori 70 milijonov ljudi v indijski zvezni državi Kerali, nepalščina, bengalščina, tamilščina, indoneziščina in tako naprej. Dovolj jezikov, dovolj prevodov. Trenutno večino časa preživljamo doma med domačimi 4 stenami, pa nam za konec lepo prosim še nekaj zaupaj. Veliko tvojih dram je bilo uprizorjenih na slovitih svetovnih gledaliških odrih. Katera uprizoritev katerih od dram je tebe osebno najbolj navdušila doslej? To je bila uprizoritev drame Kaj pa Leonardo v Džakarti. Uprizoril je legendarni indonezijski teater Koma. Dobra se mi je zdela tudi japonska uprizoritev iste drame v Tokiu. Všeč mi je bil tudi bengalski 11. planet, čeprav je med indijskimi uprizoritvami mojih dram največji uspeh dosegla drama Vzemi me v roke. Igrali so jo 2 leti. Najbolj pa me je razočarala uprizoritev komedije o koncu sveta v Washingtonu. Morda zato, ker je gledališče preblizu Bele hiše. Okay. Evald, najlepša hvala za pogovor in upam, da bova kakšen podoben literarni pogovor lahko kmalu imela tudi v živo na kakšnem literarnem večeru pred publiko, ki bo gotovo zate imela kup vprašanj. Hvala. Če bova preživela covid, vsekakor. Bova. Srečno, Evald. Enako.